9 ura. Jedla sva juho, ribo, krompir, slanino in angliško solato. Otroci so pili angliško vodo. Krasno smo jedli nocoj. Zato, ker stanujemo v okolici Londona in ker se pišemo Smith. Krompir s slanino je bil izvrsten. Olje na solati pa ni bilo žaltavo. Olje, ki ga dobiš v trgovini na Oglu, je boljše kakovosti kot olje pri štacunarju z Obrežja. A s tem še nočem reči, da bi bilo njuno olje slabo. Riba je bila sveža, tako da sem si kar usta oblizovala. 2krat sem jo vzela. Ne, 3krat. Vidiš, zaradi tega hodim na stranišče. Tudi ti si jo vzel 3krat. Vendar pa si tretjič nisi vzel toliko kot prvič in drugič. Jaz pa sem jo vzela veliko več. Nocoj sem jaz več jedla kot ti. Kako je to mogoče? Ponavadi ti več ješ. Res, apetita ti ne manjka. Vendar pa se mi zdi, da je bila juha malo preveč slana. Bolj slana je bila kot ti. Tudi pora je bilo v njej preveč, čebule pa premalo. Žal mi je, ker Meri nisem svetovala, naj ji doda še malo razcvelega janeževca. Prihodnjič bo že vedela, kako se taki reči streže. Gospod Parker pozna nekega romunskega štacunarja, nekega Popeska Rosenfelda, ki je prišel iz Carigrada. Ta človek je velik specialist za jogurt. Diplomiral je v šoli za izdelovalce jogurta v Andrinoplu. Jutri bom šla kupiti k njemu velik lonec romunskega folklornega jogurta. Podobnih stvari ne najdeš dostikrat pri nas v predmestih Londona. Jogurt je izvrsten za želodec, ledvica, slepič in apoteozo. Vse tako je rekel Mackenzie King, ki zdravi otroke pri sosedovih, pri Johnsonovih, vse veš. Dober zdravnik je, čisto lahko se zanesemo nanj. Priporoči samo tista zdravila, ki jih je prej preizkusil na samem sebi. Prednji je operiral Parkerja, si je najprej sam da operira Tietra, čeprav ni bil popolnoma nič bolan. A kako neki se je zgodilo, da se je doktor pri operaciji zmazal, Parker pa je umrl? Ker se je operacija pri doktorju posrečila, pri Parkerju pa ponesrečila. To se pravi, da Mackenzie ni dober zdravnik. Operacija bi se morala posrečiti pri obeh, ali pa bi morala oba podleči. Zakaj neki? Vesten zdravnik mora z bolnikom umreti, če že ozdraviti ne moreta skupaj. Kapitan umre z ladje v valovih, ne preživi je. Joj, na to nisem nikoli pomislila. To je najboljš res. In kaj zdaj po vsem tem sodiš? Ha! Da so vsi doktorji mazači in tudi vsi bolniki. Edino mornarica je na angleškem poštena. Mornarji ne. Jasno, da ne. Nečesa pa vendarle ne razumem. Zakaj v rubriki Mestna kronika časopisi zmeraj objavljajo starost umrlih oseb, nikdar pa ne starosti novorojenčkov? To je nesmisel! Ne vem, nikdar si nisem postavljala tega vprašanja. Lej, tukaj piše, da je Bobby Watson umrl. Moj bog, ubožec, kdaj? Odkot povejta tvoj začudeni obraz? Saj si vedela. Pred 2 letoma je umrl.
Kaj, se ne spomniš, da sva bila na njegovem pogrebu pred letom in pol? Seveda se spomnim. Čisto precej sem se spomnila. Vendar ne razumem, zakaj se je tebi tako čudno zdelo, ko si videl oznanilo o njegovi smrti v časopisu. Pa saj ga nisem videl v časopisu. Že 3 leta je, kar smo govorili o njegovi smrti. Škoda, bil je tako lepo ohranjen. Bil je najlepše truplo vse Velike Britanije. Ni kazal svojih let. Ubogi Bobby. Preteklo je 4 leta, odkar je umrl. Pa je bil še zmeraj topu. Pravo, pravcato živo truplo. In kako je bil vesel. Uboga Bobby. Hočeš reči ubogi Bobby? Ne, na njegovo ženo mislim. Ime ji je bilo kot njemu, Bobby Watson. In ker sta imela enaki imeni, jo nisi mogel razločevati, če si jo videl skupaj. In še dan danes so ljudje, ki jo zamenjujejo z umrlimi in izrekajo svoje sožalje. Jo poznaš? Samo enkrat sem jo po naključju videl. In sicer na Bobbyjevem pogrebu. Jaz je nisem nikoli videla. Ali je lepa? Ima pravilne poteze, vendarle pa ne morem reči, da je lepa. Prevelika je in preveč močna. Njene poteze niso pravilne in vendarle ne moreš reči, da je zelo lepa. Malo premehna in preveč suha. Profesorica petja je. In kdaj se mislite poročiti? Najkasneje prihodnjo pomlad. Skoraj bova morala iti na poroko. Skoraj ima bova morala dati poročna darila. A tu je tu vprašanje, katero? Zakaj bi ima ne poklonila enega izmed tistih 7 srebrnih pladnjev, ki sva jih dobila za najino poroko in ki nama nikdar za nič niso služili? Žalostno je, da je ostala vdova. Pa tako mlada. Še k sreči, da nista imela otrok. Otrok? Še tega se jima je manjkalo. Boga, gospa, le kaj bi z njimi počela? Saj je še mlada. Saj se lahko spet poroči. Črna obleka ji tako lepo pristoja. A kdo bo skrbel za otroke? Saj veš, da ima ta fantka in punčko. Kako jima je že ime? Bobby in Bobby, kot staršema. Stric Bobby Watson, stari Bobby Watson je bogat in ima rad fantka. Prav lahko bi skrbel za Bobbyjevo vzgojo. To bi bilo naravno. In teta Bobby Watson, stara Bobby Watson, bi lahko po drugi strani skrbela za vzgojo hčer Bobby Watsona. Tako bi se mama Bobby Watson lahko ponovno poročila. Ali že misli na koga? Misli na bratranca Bobby Watsona. Kaj? Na Bobby Watsona? O katerem Bobby Watsonu pa ti sploh govoriš? O Bobby Watsonu, o sinu starega Bobby Watsona, ki je drugi stric renkega Bobby Watsona. Ne, ne gre za tega, za nekega drugega gre. Mislim na Bobby Watsona, ki je sin stare Bobby Watson, ki je teta renkega Bobby Watsona. A, ti misliš tistega Bobby Watsona, ki je trgovski potnik? Vsi Bobby Watsoni so trgovski potniki. To je trd poklic in vendar dobro zaslužijo. Zaslužijo, če ni konkurence. Zdaj pa ni konkurence. Ob torkih, četrtkih in torkih. A, 3 dni na teden. In kaj počne Bobby Watson med tem časom? Počiva, spi. Zakaj pa ne dela ravno v teh dneh, ko ni konkurence? Vsega pa tudi ne morem vedeti. Nemogoče je, da bi odgovarjal na vsa tvoja idiotska vprašanja. To praviš zato, ker me hočeš ponižati. Saj natanko veš, da ne. Moški ste vsi enaki. Ves dan čepite in sicer kjerkoli, s cigareta v ustih ali pa se pudrate ali pa si šminkate usta. In če se le da, kar naprej pijete. A kaj bi šele ti rekla, če bi videla moške, da tako kot ženske ves dan kadijo, se pudrajo, šminkajo in pijejo viski? Kar se mene tiče, mi je vse skupaj prava figa. A če čvekaš, zdaj čvekaš zato, da bi mi šel na jetra. Te daj, ni mi da te vrste šal, to ti dobro veš. Moja mucka spražena. Zakaj bruhaš ognji sebe? Saj veš, da sem govoril, kaj sem govoril, le zato, da bi te spravil v smeh. Kakšna bedasta stara zaljubljenca sva. Daj, ugasniva luč. Pojdiva aja tutaja. Jaz sem služkinja.
Preživela sem zelo prijetno popoldne. Bila sem v kinu z nekim moškim in gledala sem film z nekimi ženskami. Po kinu smo šli pičganje in mleko. Na kar smo brali časopis. Upam, da ste preživeli prijetno popoldne, da ste bili v kinu z nekim moškim in da ste pili žganje in mleko. In časnik. Gospa in gospod Martin, ki sta povabljena, k vam stojita pred vrati. Čakala sta me. Nista si sama upala stopiti v stanovanje. Baby bi nocoj morala večerjati z vama. Oh, se res! Midva sva jih pa čakala. Ker ju ni in ni bilo, sva sedla za mizo. Brez njiju. Že 24 ur nič nisva jedla. Vi ne bi smeli iz hiše! Saj ste mi dali dovoljenje! A ne namenoma! Kupila sem si Karlo. Draga moja Mary, bi bili tako prijazni, te odprli vrata in poseli gospod in gospoda Martina vstopita. Midva se greva hitro preobleč. Zakaj sta prišla tako pozno? Vidva nista likana. Prihaja se ob uri, razumeta? Zdaj pa lahko vseeno sedete in počakata. Oprostite, gospa, a zdi se mi, če se ne motim, da sem vas že nekje srečal. Tudi meni, gospod, se zdi, da sem vas že nekje srečala. Kaj vas nisem more biti, gospa, srečal po naključju v Manchesteru? Čisto mogoče. Jaz sem doma iz Manchestra. A ne spominjam se dobro, gospod, in ne bi mogla reči, ali sem vas videla, ali vas nisem videla. Kako je to zanimivo. Tudi jaz sem doma iz mesta Manchester. Kako je to zanimivo? Kako je to zanimivo. Samo jaz, gospa, sem odšel iz mesta Manchester pred približno 5 tedni. Kako je to zanimivo? Kakšno naključje? Tudi jaz, gospod, sem odšla iz mesta Manchester pred približno 5 tedni. Odšel sem z vlakom, ki gre pol ure po 8 zjutraj in pride v London 4:45. Kako je to zanimivo? Kako je to zanimivo in kakšno naključje? Jaz, gospod, sem potovala z istim vlakom. Moj bog, kako je to zanimivo. Mogoče pa sta se srečala v tistem vlaku. Čisto mogoče, ne bi bilo izključeno. In lahko bi se kaj takega primerilo in na vse zadnje, zakaj pa ne? A sploh se tega ne spomnim, gospod. Potoval sem v drugem razredu. V Angliji ni drugega razreda, a jaz vseeno potujem v drugem razredu. Kako je to zanimivo. Tudi jaz sem potovala v drugem razredu, dragi gospod. Kako je to zanimivo? Mogoče pa ste se srečala v drugem razredu. Čisto mogoče in tudi ni izključeno. A sploh se tega ne spomnim, gospod. Sedel sem v vagonu številka 8 in v 6. kupeju, gospa. Kako je to zanimivo. Tudi jaz sem sedela v vagonu številka 8 in v 6. kupeju, dragi gospod. Kako je to zanimivo in kakšno čudno naključje. Mogoče pa sva se srečala v 6. kupeju. To je čisto mogoče, zakaj pa ne? A jaz se vsega tega ne spomnim, gospod. Pravici povedano, draga gospa, se tudi jaz tega ne spomnim. A čisto mogoče bi bilo, da sva se tam kaj videla. In če natanko premislim, se mi zdi sva zelo možna. Oh, seveda, prav gotovo seveda, gospod. Kako je to zanimivo. Imel sem prosta številka 3, tik poleg okna. Kako je to zanimivo, o moj bog, kako je to zanimivo. Imela sem prosta številka 6, poleg okna, nasproti vam, dragi gospod. Moj bog, kako je to zanimivo. Bila sva si potem takem drug nadsproti drugega.
Damkaj sva se najbolj videla. Kako je to zanimivo in kakšno naključje. Čisto mogoče je. A kljub temu se mi zdi, da se tega ne spomnim, gospod. Jaz tudi ne. A vendar čisto mogoče bi bilo, da sva se tamkaj videla. To je res, a jaz nisem čisto do kraja prepričana, gospod. Kaj niste bili vi? Tista dama, ki mi je prosila, da postavim kovček na mrežo, se mi na to zahvalila in mi dovolila kaditi? Seveda, to sem morala biti jaz. Kako je to zanimivo in kakšno naključje. Kako je to zanimivo. Torej sva se srečala v tistem trenutku. Kako je to zanimivo in kakšno naključje. To je čisto mogoče, dragi gospod. A kljub temu se mi zdi, da se tega ne spomnim. Jaz tudi ne. Odkar sem prišel v London, stanujem v ulici Bromfield, draga gospa. Kakšno naključje. Tudi jaz, odkar sem prišla v London, stanujem v ulici Bromfield, dragi gospod. Moj bog, kako je to zanimivo. Mogoče pa sva se srečala v ulici Bromfield. Kako je to zanimivo in kakšno naključje. Čisto mogoče je. A jaz se tega ne spomnim. Stanujem na številki 19, draga gospa. Kako je to zanimivo. Tudi jaz stanujem na 19, dragi gospod. Potemtakem. Sva se mogoče srečala v tisti hiši. Kako je to zanimivo, kako je to čudno. To je čisto mogoče. A jaz se tega ne spomnim, gospod. Kako je to čudno in kakšno naključje. Veste, v spalnici ima posteljo. Ta postelja je pokrita z zeleno pernico. Ta soba s posteljo in zeleno pernico leži na dnu hodnika, med straniščem biblioteko. O moj bog, kakšno naključje. Tudi v moji spalnici je postelja z zeleno pernico in spalnica leži na koncu hodnika med stranišči, dragi gospod, in knjižnico. Kako je to zanimivo, kako je to čudno in na vse zadnje nenavadno. Midva prebivava v isti sobi in spiva v isti postelji. Tamkaj sva se najbolj videla. Kako je to zanimivo in kakšno naključje. Čisto mogoče je, da sva se tamkaj srečala in čisto mogoče, da celo zadnjo noč. A jaz se tega ne spomnim, gospod. Jaz imam punčko. Moja punčka stanuje z mano. Moja punčka ima 2 leti, je plavolasa, eno oko ima belo, drugo pa rdeče. In je zelo lepa. Ime ji pa je Alice, draga gospa. Kakšno naključje. O moj bog, kakšno naključje. Tudi jaz imam punčko, tudi moja je stara 2 leti, ima eno oko belo, drugo pa rdeče in je zelo lepa. Ime pa je Alice, dragi gospod. Kako je to zanimivo. Mogoče pa je to ista punčka. Kako je to zanimivo, kako je to čudno in na vse zadnje čisto mogoče, dragi gospod. To se pravi, mislim, da ni nobenega dvoma. Midva sva se videla in vi ste moja lastna žena. Elizabeta, spet sem te našel. Donald, ti si, darling.
Elizabeta sta zdaj preveč srečna, da bi me lahko slišala. To se pravi, da vam čisto lahko povem skrivnost. Elizabeta ni Elizabeta. Donald pa ni Donald. Takoj vam bom dokazala. Otrok, o katerem je Donald govoril, ni Elizabetina hči, oziroma ne gre za isto osebo. Donaldova hčerkica ima kot Elizabetina hčerkica eno oko rdeče, drugo pa belo. A Donaldova hčerkica ima rdeče oko na levi in belo na desni, medtem ko ima Elizabetina hčerkica rdeče oko na desni in belo na levi. Na ta način se ves Donaldov dokazovalni sistem ob tej oviri, ki bi ga bilo treba preskočiti, zruši in celotna njegova teorija je podžagana. Kljub izrednim naključjem, ki ne bi bila dokaz vseh dokazov, Donald in Elizabeta, ki nista starša istega otroka, nista Donald in Elizabeta. On sicer lahko mirno misli, da je Donald in ona je lahko čisto prepričana, da je Elizabeta. Ona prima misli, da je ta ženska Elizabeta in on je čisto prepričan, da je ta moški Donald. Prekleta se motita. Kdo je pravi Donald? Katera je prava Elizabeta? Komu neki je toliken do tega, da se ta stvar še bolj zapleta? Ne vem. In nikar se ne trudimo, da bi razumeli. Pustimo stvari, ne tečejo po strugi naprej. Moje pravo ime je Sherlock Holmes. Pozabiva, darling, vse, kar se med nama ni zgodilo. Zdaj, ko sta se spet našla, poskusiva, da bi živela kot prej. Tako je, darling. Večer, draga prijatelja. Oprostite nama, da sva vaju pustila tako dolgo čakati. Mislila sva, da vama morava izkazati časti, do katerih imata pravico, takoj ko sva slišala, da nama nameravata napraviti neizmerno čast in naj obiskati, ne da bi nama pripovedala, da naj boste obiskala. Pohitela sva, da se preoblečeva v najni najbolj svečani obleki. Še ves dan nismo jedli. 4 ure vaju čakava. Zakaj sta prišla tako pozno? Ach, sei res! Vsi smo prehlajeni. A kljub temu je zunaj mraz. Pri nas ni nobenega prepiha. Hvala Bogu, ne. Ali ste žalostni? Ne, vse mu je že zraslo čez glavo. Oh, gospod, v vaših letih si tega ne bi smeli dovoliti. Srce nima let. To je res. Vse tako pravijo. Pravijo pa tudi nekaj nasprotnega. Resnica je med obema. In to je res. Vidva, ki veliko potujeta, bi nama morala pripovedovati o zelo zanimivih rečeh. Povej, ljubica, kaj si videla danes? Saj se ne splača, mi ne bi verjeli. Kako bi mogli dvomiti v vaše besede?
Če bi vi mislili, da dvomiva bi naj užalili. Užalila bi jo Ljubica, če bi kaj takega mislila. Torej, danes sem doživela neko neverjetno stvar. Neko izredno stvar. Hitro pa ve, Ljubica. Ach, zabavali se bomo. Končno. Torej, danes, ko sem šla na trg nakupovat zelenjavo, ki postaja čedalje dražja. Joj, kaj bo iz tega? Ne smeš je prekinjati, Ljubica grda. Sem videla na ulici poleg kavarne nekega spodobno oblečenega gospoda. Starega, kakih 50 let, mogoče nekaj manj, Ki kaj? Ki kaj? Ne smeš je prekinjati, Ljubica, ti si res nagnusna. Ljubi, ti si jo prvi prekinil, ti si neotesan. Tišina! Kaj je počel tisti gospod? No ja, rekli boste, da si izmišljam. A pokleknil je na zemljo, ter se sklanjal. Tako je, sklanjal se je. Pa saj to ni mogoče. Pa se je sklanjal. Šla sem čisto k njemu, da bi videla, kaj počne. No in? Vezal si je vezalke. Fantastično. Če nam ne bi vi tega pripovedovali, ne bi verjeli. Zakaj ne? Še bolj čudne reči vidiš, če hodiš po cesti. Jaz sem na primer videl danes na tramvajskem sedežu gospoda, ki je čisto mirno bral časopis. Kakšen čudak. Mogoče je bil pa to isti. Čuj, zvoni. Najbrž je nekdo pred vrati. Grem pogledat. Nikogar ni. Povedal vam bom še neki drugi primer. Čuj, spet nekdo zvoni. Prav gotovo je nekdo pred vrati. Grem pogledat. Nikogar ni. Joj, Rekel si, da nam boš povedal neki drugi primer. a saj res. Čuj, zvoni. Nič več ne grem odpirat. Prav, a gotovo je nekdo pred vrati. Ko je prvič zvonilo, ni bilo nikogar. Ko je drugič tudi ne. Kako moreš misliti, da bi zdaj lahko bil kdo tam? Zato, ker je zvonilo. A to še ni noben razlog. Kaj? Kada slišiš, da zvoni pri vratih, se pravi, da je nekdo pred vrati in da zvoni zato, da bi mu vrata odprli. A ne zmeraj, saj smo pravkar videli, kako je s to rečjo. A skoraj zmeraj je tako, kot sem rekel jaz. Če grem jaz kdaj k komu, pozvonim zato, da bi mi odprli. Mislim, da vsi zvonijo iz tega razloga. In da je prav zmeraj, kada pri vratih zvoni nekdo pred vrati. To je res samo v teoriji. V resničnosti se stvari odvijajo drugače. Saj si pravkar videl. Vaša žena ima čisto prav. Ve ženske zmeraj držite druga z drugo. No dobro, pa grem pogledat. Tako mi ne boš rekel, da sem trmoglava, a videl boš, da ni nikogar. Vidiš, nikogar ni. Ti moški, ki hočejo imeti zmeraj prav in ki imajo zmeraj napak. Slišiš? Spet nekdo zvoni. Ne pošilja me več odpirat. Videl si že, da nima nobenega smisla. Izkušnja nas uči, da ni nikogar pred vrati, če slišimo, da pri vratih zvoni. Tako je. Vendar pa to ni čisto jasno. Celo napak. Kada slišimo pri vratih zvoniti, je skoraj zmeraj nekdo pred vrati. Prekleto, noče in noče se vdati. In tudi moj mož je zelo trmoglav. Nekdo je pred vrati. In skoraj čisto ne boš. Nikogar ni. Pa je. A če ti pravim, da ga ni, naj bo že karkoli. Za voljo tebe se ne bom pustila nikdar več motiti. In če hočeš pogledati skozi vrata, pojdi tja kaj sam. Že grem. Ah, how do you do? Dobar dan, gospe in gospodje. Dobar dan, gospa Smith. Vse kaže, kot da bi bili užaljeni. Vidite, moja žena se čuti nekam ponižano, ker se ne vrti vse po njeni pameti. Gospod poveljnik gasilcev, med gospo in gospodom Smith je za hip zavladalo nekakšno nasprotje. Pa kaj se vas to tiče? Prosim te, ne mešaj tujih ljudi v najne družinske prepire. Oh, ljubica, saj ni nič hudega. Poveljnik je sta prijatelj naše družine. Njegova mati mi je dvorila, njegovega očeta pa sem poznal. Prosila sta me, naj bi ma dal zakon hčer, in sicer takoj, ko bom kakšno imel. Od čakanja sta umrla.
tu ni niti njihova, niti vaša krivda. Povejte mi že vendar, zakaj gre. Moj mož je trdil... Ne, trdila si ti. Da, trdila je ona. Ne on, ne razburjajte se. Povejte mi, kako je bilo, gospa Smith. Vidite, bilo je takole. Sicer mi je zelo nerodno, da vam moram iskreno pripovedovati. Gasilec je hkrati spovednik. No, in? Prepirali smo se, ker je moj mož trdil, da je zmeraj nekdo pri vratih, če slišimo, da pri vratih zvoni. Stvar se mi zdi verjetna. Jaz pa sem trdila, da če pri vratih pozvoni, ni nikoga. Stvar se vam utegne zdeti čudna. A je dokazana, in sicer s dejanji, ne pa s teoretičnimi dokazovanji. Tvoje je bosa. Predvsem za voljo tega, ker je zdaj gasilec tu. Pri vratih je pozvonilo, jaz sem odprl, on pa je vstopil. Toda kdaj? Ampak čisto precej. Seveda, a najprej smo 4-krat slišali zvonec in 4. zvonjenja ne smemo vzeti v poštev. Tako je, samo prvo, drugo in tretje zvonjenje smemo vzeti v poštev. Gospod poveljnik, dovolite, da vam zdaj še jaz zastavim nekaj vprašanj. Dajte. Ko sem odprl in vas zagledal, ste bili mar vi tisti, ki ste zvonili? Seveda, jaz sem bil. Ste bili pred vrati in ste zvonili zato, da bi vam vrata odprli? Seveda, kaj bi zanikal? Vidiš, moje je držala. Če slišimo zvonec, je skoraj zmeraj nekdo pred vrati in ti ne moreš trditi, da gasilec ne bi bil nekdo. Seveda ne. Ponovno trdim, da govorim samo za prvo, drugo in tretje zvonjenje, ker 4. zvonjenje ne velja. In ko je pozvonilo prvič, ali ste bili pred vrati vi? Seveda. Ne, seveda ne, nisem bil jaz. Zdaj vidite, zvonilo je, pa ni bilo nikoga pred vrati. Mogoče pa je bil zanj kaj drug. Ste dolgo stali pred vrati 3/4 ure. in niste nikogar videli. Nikogar, prepričan sem. Ali ste slišali, ko je pozvonilo drugič? Sem. A jaz nisem zvonil in prav nikogar ni bilo. Zmaga, jaz sem imela prav. Ne prenagli se. In kaj ste delali pred vrati? Nič. Stal sem in mislil na cel kup stvari. A tretjič? Mali ste vi pozvonili tretjič? Sem. V tretje sem pozvonil jaz. A ko smo odprli, vas nismo videli. Seveda ne, ker sem se skril, zato da bi se smejali. Ne smeta se, gospod poveljnik. Zadeva je preveč žalostna. Skratka, še zmeraj ne vemo, če je kdo pred vrati, kada pri vratih zvoni. Nikoli nikogar ni. Zmeraj je. Jaz vaju bom pobotal. Oba imata čisto majčkeno prav. Kadar pri vratih zazvoni, jaz sem pa kdaj kdo pred vratih. Sem pa kdaj, pa ni nikogar. To se mi zdi logično. Tudi meni. V resnici je vse čisto preprosto. Poljubita se! Ni dolgo tega, kar sva se poljubila. In se boste lahko poljubovala tudi jutri. Dovolj časa imata. Gospod poveljnik, ko ste nam tako lepo pomagali do jasnosti, se zdaj lahko razkomotate. Snemite čelado in za trenutek posedite. Oprostite, nimam časa, da bi se zamudil. Ampak prav rad sem snel svojo čelado. Čeprav... Znam, da sem prišel k vam za voljo neke čisto druge stvari. Prišel sem v službeni zadevi. In s čim vas ta zadeva, gospod poveljnik? Najprej vas bom prosil, da mi izvolite opustiti mojo indiskretnost. Ali lahko pred njima? Nič ne vas ne bo sram. Stari prijatelji smo si, tatva nam čisto vse povesta. Kar povejte. No, dobro. Vidite, ali pri vas kaj gori? Zakaj pa to mene sprašujete? Zato, ker, oprostite mi, imam nalogo, da pogasim vse požare v mestu. Vse? Tako je, vse. Prav nič ne vem, ne verjamem. Ali hočete, da grem pogledat? Najbrž ni ničesar, ne diši po prežganem. Prav ničesar? Kaj nimate more biti kakšnega majhnega ognja v dimniku ali pa kakšne stvari, ki se vžge na podstrešju ali v kleti? Ali vsaj kakšen začetek požara? Poslušajte, ne bi vas hotela užalostiti, a mislim, da trenutno ni nič takega, kar bi vas mikalo.
Obljubljam vam pa, da vas bom takoj obvestila. Boš, ko bo kaj izbuhnilo. Ne pozabite, uslugo mi boste napravili. Obljubljam. In pri vas tudi nič ne gori? Ne, nažalost. Danes gre vse narobe. Vse gre narobe. Skoraj nič se ne zgodi. Samo kakšne robnarije se vžgo, kakšen dimnik ali pa kakšen skedenj. Nič resnega. Človek nima prav nič od tega. In kjer ni skupička, tudi dobička pri produkciji ni pretirano dosti. Slabo gre. Povsod je tako. Tudi v trgovini in poljedelstvu je letos skoraj natanko tako kot pri ognju. Nobena stvar ne gre. Ni ne žita, ne ognja. Pa tudi poplav ni več. A zato imamo sladko. A še ta prihaja k nam iz inozemstva. Za požare je teže, prevelika carina. Imamo pa včasih, a tudi te stvari so redke, po eno ali po dve zastrupitvi s plinom. Tako se je na primer zadnji teden zastrupilo dekle, ker je pustilo plin odprt. Kaj je pozabila zapreti? Ne, mislila je, da je okno prepustila odprtega. Te vrste pomote so zmeraj nevarne. Gospod poveljnik, ker se vam ne mudi preveč, ostanite še malo, nam na ljubo. Želite, da vam povem kakšno zgodbico? Vsekakor, zelo ste ljubeznivi. Tako je, zgodbico, bravo! In kar je najbolj zanimivo je to, da so zgodbe resnične in doživete. Govorimo o stvarih, ki sem jih sam doživel. Pristnost, prava pristnost. Resnica ni v knjigah, ampak v življenju. Pripovedujte. Tiho, začel bo. Opustite, nikar me tako ne glejte. Nerodno mi je. Saj veste, da sem plašljiv. Očarljiv je. No, vseeno bom poskušal. Vendar, obljubite mi, da me ne boste poslušali. Če ne poslušamo, vas ne bomo slišali. Nisem pomislil na to. Saj sem vam rekla, otročji je. Ljubi otrok. Pogum. No, dobro. Pes in vol. Doživeta vas, nekoč je neki vol spraševal nekega psa. Zakaj nisi požal svojega rivca? Oprostite, je odgovoril pes, ker sem mislil, da sem slon. In kakšen je nauk te basni? Nauk morate najti sami. Prav ima. Še eno basen. Nekoč je neko tele požrlo preveč nastrganega stekla. Zaradi tega je bilo primorano roditi. Ker pa je tele deček, ga krava ni mogla klicati mama, pa tudi papaga ni mogla klicati, ker je bilo tele premehno. Zaradi tega je tele tedaj bilo primorano poročiti se z neko osebo in na županstvu so to nalogo upravili s pomočjo vseh paragrafov, ki so bili tedaj v modi. Pa še eno vam bom povedal. Petelin. Nekoč je neki petelin hotel posnemati psa, vendar ni imel sreče, ker so ga takoj razkrinkali. Ravno narobe. Psa, ki je hotel posnemati petelina, niso nikoli razkrinkali. Zdaj vam bom pa jaz povedal eno. Kača in lisica. Nekoč je kača dejala lisici: zdi se mi, da vas poznam. Lisica ji je odgovorila: meni tudi. Če je tako, je dejala kača, mi dajte denarja. Lisica ne daje denarja, je odgovorila premetena žival. In da bi se rešila, je skočila v neko globoko dolino, polno jagodičevja in kokošje radosti. Vendar jo je pa tam že čakala kača z mefistovskim nasmeškom na ustih. Lisica je potegnila nož in zatulila: naučila te bom, kako je treba živeti. Na kar je obrnila hrbet in pobegnila. Pa ni imela sreče. Kača je bila hitrejša. Z dobro namerenim udarcem pesti je udarila lisico v sredo čela, ki je razbito na 1000 koščkov zavpilo. Ne! Ne! Jaz nisem tvoj sin! Zanimivo. Ni slabo. Čestitam! Ni pretirano dobra.
Že dolgo jo poznam. Strašna zgodba. Ampak neresnična. Nažalost, res. Zdaj ste pa vi na vrsti. Eno samo zgodbo znam. A vam jo bom povedala. Imenuje se Šopek. Moja žena je bila vedno romantična. Brava, pravcata Angležina. No, dobro. Nekoč je zaročenec prinesel Šopek cvetic svoji zaročenki. A ta mu je rekla hvala. Vendar pa ji je zaročenec vzel brez besed rože nazaj, še pred mu je lahko do konca rekla hvala, in ker je hotel, da jo bo že vendar enkrat nekaj izučilo. Viš, jemljem jih nazaj in grem zdaj malo sem, zdaj malo tja. Nas videnje. Čudovito. Gospod Smith, tako ženo imate, da vam jo ves svet zavida. Res je. Poosebljena inteligenca je. Celo pametnejša kot jaz. Vse tako pravijo. Gospod poveljnik, še eno basen. Preveč sem utrujen. Kljub temu, Ne, prepozno je že. Napravite nam tu veselje. prosim vas. Ne. Vaše srce je iz ledu, mi smo pa kot žerjavica. Na kolenih vas prosim. Naj bo. Pristal je. Še nas bo moril. Nimamo sreče, preveč sem bila vljudna. Prehlad! Moj svak je po očetovi strani imel bratranca, bratrančev stric po materini strani je imel tasta in njegov stari oče se je v drugo poročil z mlado domačinko. A njen brat je na enem svojih potovanj srečal mlado dekle, se v njo zaljubil in imel z njo sina, ki se je poročil z neustrašno lekarnarico. A ta neustrašna lekarnarica ni bila nihče drug kot nečakinja neznanega štabnega žicarja angleške mornarice, čigar očim je imel teto. Teta je gladko govorila špansko in je bila mogoče vnukinja nekega mlado umrlega inženirja, a mlado umrli inženir je sam bil vnuk nekega vinogradnika, čigar vino je bilo vodeno, a imel je hladnega bratranca za pečkarja in prisklednika, kateremu se je sin poročil z neko ljubko mlado ločenko, a domoljub je znal, ker je bil željan bogatstva, zgojiti eno svoje ščera tako, da se je oženila z nekim Rothschildom znanim hotelskim uslužbencem. A ta njega brat je potem se dolgokrat ni dobil službe in je potem poročil neko ženo in je imel ščirko. Ščirkin prapadit je bil slaboten, je nosil očala in njemu je dal neki njegov bratranec, svak Portugalca, nezakonskega sina nekega neprevečrivnega mlinarja, čigar brat je samo brat po mleku, a se je oženil ščirko nekega bivšega podeželskega zdravnika in je tudi sam brat po mleku sinom nekega mlekarnarja, a ta se je oženil z neko drugo ščirko nekega drugega, trikrat omoženega podeželskega zdravnika, ki je potem, katerega tretja žena je bila... Če se ne motim, sem tretjo ženo poznal. Jedla je piščance v Siriju. To ni bila tista! Pravim, katerega tretja žena je bila najboljša babica v kožju in se je kot mlada vdova... Natanko tako kot moja žena. Omožila s podjetnim steklarjem, ki je ščirki nekega postaje načelnika napravil otroka. A ta otrok je znal voziti skozi življenje tako, da je... Tako kot po maslu. Ali pa kot pripadale domine. Da je oženil branjevko, a ta je imel oče in oče je imel brata in brat je bil župan v majhnem mestu in si je vzel za ženo neko plavolaso učiteljico. A njen brat je lovil ribe na trnek in je potem... A še smo tudi lovili na trnek. In je oženil neko drugo plavolaso učiteljico, ki je bilo ime Marija. A njen brat je poročil neko drugo Marijo, ki je bila tudi plavolasa učiteljica. In Če je plavolasa, je lahko samo Marija. A njen oče je bil vzgojen v Kanadi. Vzgojila ga je neka stara baba, ki je bila nečakinja župana. Čigar babica se je po zimi včasih, natanko tako kot vsi ljudje, prehladila. Zanimiva zgodba. Skoraj neverjetna. Kada se človek prehladi, ga tarjejo skrbi. To je sicer popolnoma zaman, vendar potrebno. Oprostite, gospod poveljnik, a jaz nisem dobro razumela vaše zgodbe. Na koncu, ko pridemo do duhovnikove stare matere, se nam duhovi zmedejo. Vselej se duh zaduši, če pride v območje duha duhovnikove duše. Seveda, jasno, seveda, poveljnik. Še enkrat od začetka. Vsi vas prosimo. Ah, kaj jaz vem, če bom mogel ali ne bom mogel. Danes sem službeno tukaj in vse je odvisno od tega, koliko je ura. Pri nas nimamo ure. Kaj pa tale? Gre zelo slabo. V njej vlada duh vse splošnega nasprotovanja. Zmeraj kaže ravno tisto uro, ki je ni. Gospa, gospod! Kaj želite? Kaj iščete tu?
Naj mi gospe in gospod opustite in dame in gospodje tudi, a zdaj sem jaz na vrsti. Da vam povem zgodbo. Kaj pravi? Mislim, da je sluškinja naših prijateljev ponorila. Kaj pa misli, da je? Oh, Kaj neki se vtitakavate? Res, niste na svojem mestu, Mary. pa saj to je ona. Ni mogoče. In vi? Tukaj ni mogoče. Kaj neki vse to pomeni? Sta si prijatelja? Pa še kako? Kako sem srečna, da vas spet vidim. Vendarle. To je vendarle preveč krepko za nas in za okolico Londona. In tudi dostojno ni. Glejte jo. Tale je prva pogasila moj ogenj. Jaz sem njegov mali curek. Še pa tako, dragi prijatelji, so vsa ta čustva razložljiva, švajčanska in tudi spodobna. Vseeno pa je ne maram videti. Med nami. Oh, vi imate preveč predsodkov. Jaz pa mislim, da je sluškinja konec koncev. Čeprav se mene ne tiče nič drugega kot sluškinja. Pa čeprav lahko od časa do časa detektivsko takne svoj nos vse. Spusti me. Nikar se ne trapite. Saj niso tako hudobni, kot se kažejo. Ganljiva sta. Oba sta ganljiva. A tudi malce Prav to besedo sem iskal. preveč usiljiva. Gre za neke vrste britanske sramežljivost. Nameravala sem vam povedati. Ne pripoveduj ničesar. Pa bom. Draga moja Amerika, pojdite brat svoje pesmi in sicer v kuhinjo pred ogledalo. Ali ste za to, da vam povem kakšno drobno pesmico? Draga ste trmoglavi. Ta pesmica se imenuje Ogenj in jo bom povedala na čast pričujočega poveljnika. Ogenj. Svetlikali so se štori v gozdovju. Kamen je zagorel. Zagorel je grad. Zagorel je gozd. Možje so zagoreli. Žene so zagorele. Ptice so zagorele. In ribe tudi. In žgala se je voda. In žgalo nebo. Pepel se je vžgal. In zdaj gori. Zdaj gori. Gori, 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 gori. Od vsega tega me kar zebe v hrbet. Vendar pa je neka gotova toplota v teh stihih. Zame so čudoviti. No, vseeno. Vi pretiravate. Oprostite, kar je res, pa je res. Vse to je zelo osebno. Moje sanje, moji ideali. In vse to me tudi spominja, da moram oditi. Ker pri vas nimate ure, vam moram povedati, da imam čez 3/4 ure in natančno 16 minut požar na drugem koncu mesta. Pohiteti moram, čeprav tisti požar ni nič posebnega. Kaj pa bo, kakšen mehen ogenj v dimniku? Še to ne. Slamnat ogenj in opekline v želodcu. Torej nam je prav žal, da odhajate. Bili ste zelo zabavni. Vam se imamo zahvaliti, da smo prebili prave 1/4 ure čiste logike. Če mi dovolite vprašati, ampak kaj pa je s plešasto pevko? Še zmeraj se prav tako češe kot prej. Oh, če pa je tako, potem pa nasvidenje, gospe in gospodje. Srečno in veliko ognja. Upajmo za vse. Kupiti nameravam žepni nožič za svojega brata, a vi ne morete kupiti irske za svojega starega očeta. Hodimo z nogami, grejemo pa se z elektriko ali pa premogom. Tistega, ki danes prodaja vola, se bo držala jutri smola. V življenju je treba gledati zmeraj skozi okna. Lahko sedemo na stol, če ga ni. Zmeraj je treba misliti na vse. Naprimer, strop je zgoraj, pot pa spodaj. Kaj lahko rečem, se pravi, da je pač tak način govorjenja. Vsak ne živi, kot si postelje. Vzemite krog, da ga božete, pa se mu bo zahotelo vraga in pol. Učitelji učijo otroke branja, a mačka male doji, kadar so majhni. Krava pa nam daje fige. Kadar sem na deželi, ljubim samoto in mir. Zakaj takega še niste, da bojo stari? Benjamin Franklin je imel popolnoma prav. Vi niste tako mirni kot on. Kako pravimo devam v tednu?
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist and his brother William a shop assistant. Čudna družina. Rajši imam ptice na polju kot ptice in nogavice skupaj. Boljši voda v koči, kako mleko, ki palačo moči. Anglježeva jazbina je njegova graščina. Zame je vse to španska vas, zato me ne morete razumeti. Če mi daš krsto svojega moža, ti dam jaz copate svoje tašče. Za našo služkino iščem enovitega duhovnika, ki bi ga z njo poročil. Kruh je drevo. Medtem ko je kruh drevo, zraste, zlehano jutro obzori krast. Moj stric živi na deželi, a to se porodničarice ne tiče. Papir imamo za pisanje, sir pa za praskanje. Avtomobil zelo hitro drvi, a kuhari se boljše pripravlja jedi. Ne bodite neumni kot kosi, ne rajši zarotnik poljubček dobi. Charity begins at home. Čakam, da se bo vodovod potrudil do mojega mlina. Lahko dokažemo, da je družbeni napredek boljši, če je pocukran. Dol z biksom! S črnim biksom ne moreš čistiti naočnikov. To je res. A z denarjem lahko kupiš vse, kar hočeš. Rajši bi ubil zajca, kot pa jedel jajca. Kakadu, 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 kakadu. Kakšen kakaduj, kakšen kakaduj, kakšen kakaduj, kakšen kakaduj, kakšen kakaduj, kakšen kakaduj. Fuj kakaduj, fuj kakaduj, fuj kakaduj, fuj kakaduj, fuj kakaduj, fuj kakaduj, fuj kakaduj. Pa kakaduj! Psi imajo vohe, psi so buhaki! Kaktus, kokica, kokala, kujon. Kujonski, ki se kuja. Rajši nesem jajca, kot bi ukradel Kitajca. Pustite me, da škripljem zobmi. Prefekovalec! Pojdimo klofnit Odiseja. Živijo krompir mojega krompirišča. Krompirišča ne rodi kirikija, ampak krompir. Krompirišča ne rodi kirikija, ampak krompir. Nosorogi imajo nosove, nosovi nimajo nosorogov. Ne copotaj z mojimi copatami! Copotaj, copate, cop! Muha brez buha namesto kruha kuha. Muha ni na ruha. Buh na lusti ni od muh! Buh ni muholovka, buh ni za uh. Prepiha se te prepiha. Opa vliha! Kika! Se prepiha! Vame piha! Veti niha, kiha, moja kikne viha. Bist du gerade Kuss mesa? Iška kaško skuhala. Papeš, papa, papo. Papeš, kaj papa? Bazak, bazin! Bedak, bedanec, bedi. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. B, E, Č, D, E, F, G, L, M, P, R, S, Š, V, Z, Ž. Česen vodo mleka s česnom. Čuf, 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 čuf. Ne, Poj! De, Tja! boj. Vi! de, Sem! Ne, Poj! de, Tja! boj. Vi! de, Sem! Ne, Poj! de. Tja! boj. Vi! Sem! Ne. Poj! Lej, 9 je ura. Jedla sva juho, ribo, krompir, slanino in angliško solato. Otroci so pili angliško vodo. Krasno smo jedli nocoj. Zato, ker stanujemo v okolici Londona in ker se pišemo Martin.